Množica vpije svoboda, svoboda. Papeža v begunskem centru Moria pričakajo kartoni z napisi Pomagaj, prosim reši Jazide pred genocidom. Sveti oče se rokuje številnimi fanti starimi od 8 do 16 let, ki so starše izgubili v vojni. Tam so celotne družine, ki prosijo za pomoč. Nenehno je slišati jok otrok, med njimi je kar nekaj novorojenčkov. Papež prisluhne zgodbam ljudi in jih blagoslavlja ter poskuša potolažiti tiste, ki pred njim v joku padejo na kolena. Te podobe veljajo več kot besede. Begunce ne obravnava kot številke, ampak kot osebe z njihovimi tragičnimi zgodbami, upanji in strahom, da bodo vrnjeni v pekel, odkoder so pobegnili. Še posebej je pozdravil otroke, govoril z njimi in jih ljubkoval, zbiral njihove risbice, ki večinoma prikazujejo potovanje po morju. Te risbice papež želi imeti na svoji mizi, na letalu jih bo pokazal novinarjem. Papež jim je nato v nagovoru znova izrazil bližino. Želim vam povedati, da niste sami. Z bratoma patriarhom Bartolomejem in nadškofom Hieronimom II. Smo prišli, da bi svet opozorili na to humanitarno krizo in prosili za njeno rešitev. Papež je izrazil upanje, da bo svet postal pozoren na te zares tragične in obupne razmere, ter da bo odgovoril na način, ki je vreden naše skupne človečnosti. Na eni strani se torej opaža brezbrižnost, a na drugi lahko takšne krize iz nas potegnejo najboljše. Grško prebivalstvo je velikodušno odgovorilo na potrebe migrantov, prav tako prostovoljci od drugod. Res pa je, da je treba storiti še veliko, je dejal papež, ki je spodbudil k upanju. Questo è il messaggio che oggi desidero lasciarvi. Non perdete la speranza. To je sporočilo, ki vam ga želim pustiti. Ne izgubite upanja. Največji dar, ki vam ga lahko damo, je ljubezen, usmiljen pogled, pozorno poslušanje, razumevanje, spodbudna beseda, molitev. Carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej je v svojem nagovoru poudaril, da bo svet sojen na podlagi tega, kako obravnava begunce. Pravoslavni nadškof Aten in vse Grčije, Hieronim II. Pa je dejal, da brezbrižnost pomeni propad človečnosti in Evrope. Agencije Združenih narodov je pozval, naj končno že poskrbi za te tragične razmere.